Okay. Dober dan, lepo pozdravljeni še enkrat. Zdaj nas je malo več kot 50, tako da sklepam, da več ali manj smo vsi. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, z naše strani EZTS-ja. Moje ime je Tomaž Konrad, za tiste, ki se še ne poznamo. In poseben pozdrav seveda tistim novim projektom, 17, ki so prišli zraven v drugem paketu z dodatnim financiranjem strani dežele FJK, tako da vse skupaj nas je danes, bi nas moralo biti 44 projektov, to je v povprečju, recimo, da je en partner in pol, tako da nas bo na koncu 60 subjektov, 60-70 subjektov, pravzaprav nas je 83 vse skupaj subjektov, če se ne motim. Namen današnje delavnice je, da gremo zelo operativno skozi postopke, kar se tiče upravičenosti izdatkov. Vam na projekti seveda bojo nastali neki, oziroma vam že nastajajo neki izdatki. Glede na to, da smo v kontekstu evropskih projektov, so določene zahteve vezane na to, kako se dokazuje upravičenost teh izdatkov. Tako da v prvem delu se bomo posvetili temu delu, dokazovanju upravičenosti izdatkov in katero dokumentacijo boste morali prilagati v fazi poročanja, se pravi od junija do julija. Ni, da bo tega prav dosti, samo glih toliko, da te stvari razjasnimo. Jaz verjamem, da je večina vas tudi že imela v roki, se pravi, priročnik o upravičenih izdatkih, tako da več ali manj stvari poznate, imajo prav, da se kakšne stvari še skupaj pogovorimo. Prvi del delavnice bomo naredili potem en moment za dodatna vprašanja, kolikor bojo obstajale z vaše strani. In potem v drugem delu bomo šli skozi predstavitev, kako se poroča oziroma javlja spremembe, in potem tudi po tem sklopu bo prostor za vprašanja. Delavnica se snema, zaradi tega, da boste lahko večkrat pogledali skozi. Tako da, če imam še kaj takega za povedati, kakor sem rekel že uvodoma, za tiste, ki ste se zdaj vključili, je opcija seveda prevodov. Dajte izbrati ustrezen prevod in to je to. Če bojo kakšna vprašanja vmes, bi vas vseeno prosil, kot rečeno, da po prvem sklopu vprašanja vezana na upravičene izdatke, po drugem sklopu vprašanja vezana na spremembe. Dajmo, ker nas je precej, dajmo dvigovati roke in bomo enega za drugim po vrsti vključevali v debato. Z moje strani je to vse, zdaj bom pa dal besedo kolegici Mikaeli, ki bo šla najprej skozi ta del, kar se tiče upravičenih izdatkov. Hvala lepa, lep dan. Dober dan, buongiorno a tutti, io parlerò Jaz bom govorila italijansko. Delim z vami svoj zaslon, ga vidite? Mislim, da me zdaj že vsi vidite. Kot sem že napovedala, kot je kolega Tomaž Konrad napovedal, danes v prvem delu te delavnice razpravljamo o upravičenosti stroškov. Medtem bo kolegica Lara Devetak predstavila spremembe v projektih, kako se zahteva sprememba proračunov projekta. Kot dobro veste, se projekti financirajo iz programa Interreg Italia Slovenija, iz sklada za male projekte. V skladu s temi programskimi usmernicami imamo določene kategorije stroškov od BL1 do BL6. To mislim, da vam je to že znano, ker ste vsi že oddali prijavnico, ste tudi dali svoje proračune za svoje projekte, kar pomeni, da se že začenjate tudi izvajati projekte. Poglejmo si na kratko torej kategorije upravičenih izdatkov v teh kategorijah. Potem bomo videli, kateri so upravičeni stroški in tudi kateri dokumenti se zahtevajo, da potrdite pač te svoje stroške ali izdatke. BL1, stroški osebja. V skladu s programom Interreg imamo celo vrsto posebnih izbir, kar zadeva stroške. Za BL1 in na BL2 administrativni stroški. BL1 osebje, BL2 administrativno. V BL1 upravičeni stroški za osebje
so upravičeni vsi stroški za notranje osebje. Italijanski upravičenci sem spadajo tako imenovani COCOCO, to so pač neke vrste avtorske pogodbe, to velja samo za Italijo. So ljudje, ki delajo na projektu v celotnem trajanju projekta. Na slovenski strani pa BL1 velja samo interno zaposleno osebje partnerja. In vse to, imamo to pavšalno stopnjo 20%, in to se izračuna na osnovi neposrednih stroškov, ki niso stroški osebja. Torej so vezani vendar na to postavko, vendar niso neposredno stroški osebja. Še nekaj besed glede dokumentacije, ki jo morate predložiti med poročanjem, ker gre za poenostavljeno postopek za projekt, sklad za male projekte. Vam ni treba navajati dejanskih stroškov, ki ste jih utrpeli med izvajanjem projekta, ampak se potrdijo tudi izdatki, torej teh pavšalna stopnja 20%, ki niso neposredno stroški osebja. Edina dokumentacija, ki jo morate dokazati, je pogodba, ki jo imate z osebo, ali pa naročilo, ki ste ga dali za osebje, za to postavko. Gremo na naslednjo kategorijo izdatkov, to je BL2. To so pisarniški, torej in administrativni stroški. Torej spet imamo tukaj pavšalno stopnjo 15% na stroške osebja BL1. Tukaj ni treba predložiti nobene dokumentacije. V tej kategoriji stroškov lahko navedete tudi stroške, na primer za različne položnice, kot so elektrika, gretje, pisarniški material, torej potrošni pisarniški material, pisala, papir in tako dalje, vzdrževanje, čiščenje, popravila. V priročniku boste našli podrobnejši seznam teh izdatkov oziroma stroškov, ki se tukaj priznavajo. In spet jih ni treba dokazovati, ni treba dajati originalnih računov. Bo to samodejno izračunano. Če pa gremo na realne stroške, je veliko več besedila, zato ker imamo BL4 stroški za zunanje izvajalce in storitve, BL5 stroški opreme in BL6 stroški za naložbe v infrastrukturo. Te tri zadnje kategorije izdatkov so pa realne, to pomeni, da je tukaj treba predložiti dokumentacijo in torej dokazati izdatek in vam bo povrnjen dejanski strošek, torej dejansko porabljeni znesek. Če se torej vrnemo na BL4, stroški za zunanje izvajalce in zunanje storitve, v tej kategoriji v to kategorijo spadajo vsi stroški za pripravo študij, preiskav, usposabljanja, prevajanje, računalniški sistemi, računovodske storitve za vodenje projekta ali pa vpisnina ali dele ali kotizacija za kak dogodek, potem svetovalne storitve, pravne, finančne svetovanja. V ta kategorijo lahko vpišete tudi, kdor je zahteval vnaprejšnje, predhodne, torej avansno financiranje, tudi sem lahko spadajo stroški bančnih poroštev, torej jamstev, ki ste jih morali predložiti, da dobite financiranje projekta vnaprej. Torej, to so realni stroški, kot sem že rekel, to pomeni, da je treba predložiti dokumentacijo ob poročanju, da dokažete dejansko, da ste utrpeli te stroške.
kategorij stroškov obstaja tudi pravna podlaga, zaradi katere morate izkazati stroške, torej morate predložiti pogodbe, če imate pogodbe z zunanjimi svetovalci, ali naročila, ki jih imate, ali kakršnekoli pisne dogovore, s katerimi ste naročili izvedbo storitev v skladu z vašimi nacionalnimi, torej slovenskimi predpisi ali evropskimi predpisi. Storitve se morajo oddati v skladu z zakonom o javnem naročanju in torej na osnovi transparentne izbire ponudnikov, tako kot je po vaši pravni ureditvi, ampak bomo kmalu prišli in bomo o tem detaljnejše razložili. Če torej preidemo še na dokumente, ki jih morate predložiti ob poročanju. Torej, vso dokumentacijo, ki ste imeli na osnovi javnega naročanja, torej ta pravna podlaga, pogodbe, naročila, druge ponudbe, konkurenčne ponudbe, ki ste jih prejeli, poročila o izvedbi del, račune, fakture, torej v digitalni obliki, v originalni, bančni izpisek, kot dokazili o plačilu ali kopijo bančnega nakazila, plačila morebitnih pomožnih dajatev, recimo F24 v Italiji, DDV ali kakršnikoli davčni odtegljaji, prispevki za avtorske pogodbe in tako dalje. Tudi, če ste plačali DDV isto. In dodatna dokumentacija kot dokazilo o aktivnosti. Naprimer, če ste organizirali nek dogodek, morate dokazati, da je dogodek dejansko potekal. Naprimer, seznam udeležencev. To bi lahko bil en način, kako dokažete, da ste dejansko izvedli dogodek. Ali pa fotografije, videoposnetki dogodka. Karkoli, s čimer dokažete, da ste izvedli to dejavnost. V zaključku pa potem katerikoli drugi dokument, ki ga predvideva veljavna zakonodaja v vaši državi. Popravimo deljenje zaslona. Un attimo, un po' di problemi tecnici, ma ce la faremo. Tehnične težave, ampak bomo naredili. Ok, adesso vedete? Perfetto. Je lepše vidno, ok. Gremo naprej, naslednja kategorija. BL5, to je oprema. Stroški opreme. V to kategorijo spadajo stroški, ki ste jih kot upravičenec utrpeli zaradi nakupa ali najema opreme. Tudi to je na osnovi realnih stroškov, kar pomeni, da morate predložiti račune. Tukaj imamo seznam nekaj primerov opreme, vse je to, kar se lahko financira, kar lahko vključite. To je pisarniška oprema, strojna in programska oprema, računalniška oprema, pohištvo, druga oprema, laboratorijska oprema, inštrumenti in stroji, vozila, druga posebna oprema, vse, kar potrebujete pač za projekt in kar predstavlja opremo. Torej, mora biti na osnovi prijavnice, mora biti nekako razumljivo, da je nujno potrebna za projekt. Potem pa še. Poleg dejanskih stroškov za nakup opreme so upravičeni tudi sekundarni stroški. In to so stroški za prevoz, namestitev, dostavo in vzdrževanje te opreme.
V to kategorijo, v tej kategoriji imamo neko posebnost, moramo razumeti razliko med tematsko opremo in podporno opremo. Splošna oprema za podporo je oprema, ki se uporablja za vodenje projekta, računalniki, tiskalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, fotoaparati, monitorji in tako dalje. Medtem ko to je oprema, ki se delno uporablja za projekt, kar pomeni, da morate tukaj upoštevati pravila amortizacije za izračun. In za izračun amortizacije morate predstaviti amortizacijski načrt, ki mora vsebovati naslednje informacije. Strošek nakupa, datum začetka uporabe in stopnjo, amortizacijsko stopnjo. In ko boste torej poročali o teh stroških, morate predložiti tudi amortizacijski stroške po slovenskih računovodskih standardih, seveda. Potem pa je druga vrsta opreme, temu smo rekli, da je to tematska oprema. To je oprema, ki je bistvena in izključno se uporablja samo za projekt. In ko kupite to opremo, pač kupite to opremo ali jo najamete, ker je bistvenega pomena za projekt, je izključno vezana na projekt. In v tem primeru je strošek upravičen v celoti pod pogojem, da ohranite to opremo vsaj 5 let po končnem poročilu in končnem plačilu. In ker je tudi ta strošek, se o njem poroča po realni ceni, to pomeni, da verjetno ste ponudnika izbrali v skladu z zakonom o javnem naročanju, torej imate konkurenčne ponudbe in transparenten postopek. Seveda tukaj se držite nacionalnih predpisov, torej slovenskih, tudi morate popisati to opremo v seznam osnovne opreme, to je inventar. Ko je oprema nameščena, tako da jo tudi javnost lahko vidi, jo je treba opremiti tudi z ustrezno etiketo. To so namreč smernice o prepoznavnosti programa Interreg oziroma EZDSGO, ker se projekti financirajo iz sklada za male projekte. Torej se držite tudi smernic programa Interreg Italija-Slovenija. Tukaj imate seznam dokumentov, ki jih morate predložiti v začetku poročanja in med projekta in med poročanjem, vse dokumente o izvedbi javnega razpisa, dokumentacijo, ki je potrebna za izračun amortizacije, register osnovnih sredstev, obvestilo o dobavi ali zapisnik ali poročilo o montažni, pogodba o finančnem najemu, če gre za leasing, račune, fakture, druge dokumente z enako vredno dokazno vrednostjo, bančne izpiske in ostale, ki jo zahteva mednarodna zakonodaja, bančni izpiski, tako dokazilo o plačilu in izjava o ohranjanju o ohranjanju osnovnega sredstva še vsaj 5 let po zadnjem plačilu stroškov. Lahko gremo še na zadnjo kategorijo, BL6, stroški za infrastrukturo in za gradnjo. V to kategorijo spadajo stroški za nakup zemljišča, ki pa nikakor ne sme presegati 10% celotne vrednosti projekta. To ste najbrž že preverili, ko ste že pripravljali prijavnico, ampak še vedno to poudarjamo. Gradbena dovoljenja, gradbeni material, delo, specializirani posegi, na primer sanacija tal, odstranjevanje min in tako dalje, če bi to bilo potrebno. Vse to pa seveda, če je neposredno povezano s cilji projekta. Tudi tukaj smo rekli, da gre za realne stroške, dejanske stroške, kar pomeni, bodo potrebni računi. Ob začetku projekta in med poročanjem boste morali vse te izdatke dokumentirati, dokazati v skladu s tržnimi cenami. In kakor smo rekli, tudi se držati predpisov glede zakona
Ja, o javnem naročanju. Posebnost pri tej skupini izdatkov je, da razlikujemo med nakupom zemljišča iz javnih skladov oziroma od zasebnikov. Naložbe so dovoljene izključno na javnih površinah oziroma javnih, tudi če so kupljene ali dane v koncesijo. Torej, če upravičenec ni neposredni lastnik tega zemljišča, mora pa dokazati, da najema ali ima koncesijo za to zemljišče za obdobje vsaj 5 let, če ni lastnik. Naložbe pa so dejansko možne tudi na zasebnih zemljiščih in stavbah, ampak samo v primeru, če je upravičenec projekta dejansko lastnik zemljišča ali nepremičnine oziroma stavbe. Na splošno pa lahko rečemo, da stroški za stanovanjske objekte niso upravičeni, torej za stanovanjske enote. Gremo na dokumentacijo, ki jo je treba predložiti med poročanjem, ob poročanju, ker, kot smo že rekli, BL4, BL5, v obeh primerih govorimo o dejanskih stroških, se povrnejo dejanski stroški, torej je treba dokazati z računi ali z drugimi dokumenti, da ste dejansko porabili toliko denarja. V priročniku o upravičenih stroških boste videli, kako je izpostavljeno, ko gre za nakup nepremičnine ali za restavriranje stavb, kateri so dokumenti več ali manj je treba tako pri nakupu zemljišča kot pri gradnji, prenovi ali obnovi, torej razpisno in pogodbeno dokumentacijo, sodno overjeno potrdilo neodvisnega strokovnjaka, torej izvedenca, ki zagotavlja, da vrednost zemljišča ne presega tržne vrednosti, torej sodni cenilec bo tukaj, računi, drugi dokumenti, ki imajo enako dokazno vrednost, izpiski iz bančnih računov, da se vidi, da so bili plačila dejansko izvedena, in morebitni drugi dokumenti po veljavnih predpisih, ko gre za nakup zemljišča pri slovenskih upravičencih, tudi katastrski izpisek iz zemljiške knjige. S tem smo zaključili ta del kategorije izdatkov, lahko pa gremo pogledat še dve. Posebnosti, ki so navedene v priročniku o upravičenih stroških, in gre za 3 različna področja, tako za prepoznavnost, kot za transparentnost in za komunikacijo. Potem sem že omenila, to sem že omenila, ko smo govorili o opremi, ki jo je treba opremiti z nalepkami, etiketami. In torej, katere so posebnosti? Kar zadeva komunikacijo, prepoznavnost, preglednost, ker smo vsi upravičenci projektov sklada malih projektov, iz GOD 2025, in smo prejemniki evropskih sredstev. In torej, po evropskih predpisih, po smernicah programa je predvideno, da morajo vsi upravičenci prispevati k prepoznavnosti porabe evropskih skladov na terenu, da se tudi projekti tako označijo. To pomeni, pozor, prosim, pozor, na primer, ko kupite opremo, ki je potem vidna, ali naložbe v neka nepremičnina, ki jo potem javnost tudi lahko vidi, je treba to označiti, da je bilo omogočeno oziroma kupljeno s prispevkom evropskih skladov. Torej, pazite, kako boste uporabljali logotipe, vsi upravičenci ste že dobili logotip. Na naši spletni strani sklada za male projekte boste potem lahko navedete, da je za sklad za male projekte svoj logotip. Imate navodila, kako se to podrobnosti najdete v priročniku za komunikacijo za sklad za male projekte. Imeli smo že delavnico v zvezi s tem in boste tam tudi na naši spletni strani, da najdete tudi
posnetek te delavnice o komunikaciji, ki smo jo že imeli, kar pa zadeve posebnosti glede tablic, ki jih postavite na poslopja, na zemljišča, oziroma tabel, niti ne tablic, veljajo smernice programa Interreg Italija-Slovenija glede prepoznavnosti oziroma komunikacije. Vse tudi to najdete v priročniku za upravičenih stroških, v naših priročniku za komunikacijo, oba priročnika pa najdete na naši spletni strani. Še druga posebnost glede ureditve, pravne ureditve javnih naročil, sem že prej napovedala, pri kateremkoli nakupu blaga, storitev ali naročilu dela ali naložb, ki se financirajo iz sklada za male projekte 2025, morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi glede javnih naročil ali javnega naročanja. Kaj to pomeni? Javni organi, deželni organi, lokalni javni organi, torej javne ustanove, se morajo vedno držati teh predpisov glede javnega naročanja, ko kupujejo ali blago ali storitve ali nakupujejo opremo. V tem primeru pa, ker gre za javne sklade, evropske sklade, tudi organizacije, kot so recimo društva, zasebna društva, ki ponavadi nimajo te obveznosti in se jim ni treba držati zakona o javnem naročanju, v tem primeru se morajo držati teh načel dobrega finančnega poslovanja, to je učinkovitost, varčnost pri porabi javnih sredstev. Torej tudi zasebni upravičenci morajo dobiti več ponudb od za ponudnikov storitev blaga in opreme in se držati teh načel učinkovitosti in varčnosti ob preglednosti, da bi imeli enake standarde pri javnem naročanju, ki bi bili tudi v skladu s predpisi oziroma pravili programa Interreg, smo postavili dve skupini teh, torej naročila do 10.000 evrov in naročila nad 10.000 evrov. Torej naročila do 10.000 evrov, če je recimo v Sloveniji nižji prag od veljavte, je potrebno vedno zagotoviti, da so stroški ustrezni. In torej je treba podati izjavo, da ste preverili cene na trgu, in to izjavo najdete tudi na naši spletni strani EZTSG. To izjavo mora izpolniti tudi javni organ, kot tudi zasebni upravičenec. Na naslednji prosojnici vam bom pokazala, kako to izgleda ta izjava, če je še niste videli. Nekateri ste že začeli izvajati projekt, torej vam je znana, nekaterim pa morda ne. Kar pa zadeva naročila nad 10.000 evrov, oziroma odvisno kateri prag je določen v Sloveniji, morate predložiti dokazilo, da ste opravili ta raziskavo trga, s tem, da ste zbrali več ponudb, več predračunov, recimo, ali pa da ste uporabili nek centralizirani sistem elektronskega javnega naročanja. In ta kontrolni seznam najdete tudi na spletni strani EZTSG in ga predložite ob poročanju o izdatkih. Seveda vam priporočamo, toplo priporočamo, da ko morate oddati javno naročilo oziroma naročilo, vam predlagamo, priporočamo, da izpolnjujete ta kontrolni seznam, checklist, da zagotovite, da ste res preverili vse, kar morate narediti. Sedaj boste seveda na naslednji prosojnici boste videli en tak primer. Najprej bomo prikazali, to je ta izjava, da ste preverili ponudbo na trgu, preverili ste, kaj trg ponuja. Ta izjava velja za vsa naročila do 10.000 evrov. Kot vidite v italijanščini in slovenščini, lahko si jo
prenesete z naše spletne strani. Ne potrebujete 3 ponudb, ki so seveda vedno dobrodošle, ampak do 10 tisoč evrov ne potrebujete. Ni obvezno imeti 3 ponudb, vendar dajete izjavo, da ste preverili cene, kar pomeni, da je priporočljivo, da pa vsekakor imate več ponudb. Torej, naj vidite, kdo je ponudnik, naslov, ime, torej naziv, naslov, spletni naslov, telefonskega, vrsta pač naročila in cena. In potem izjava, kot najugodnejši je bil izbran ta in ta ponudnik, s katerim bomo sklenili pogodbo oziroma izdali naročilnico. In merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila: navedite ustrezne razloge, na primer cena, reference, zanesljivost dobave ali kaj takega. To mora podpisati odgovorna oseba tega upravičenca. Če pa gremo pogledat naročila nad 10 tisoč evrov, tu sem že napovedala, da imate te kontrolne sezname, ki si jih lahko snamete, oziroma kontrolni seznam, ki ga lahko snamete z naše spletne strani. Imamo dva kontrolna seznama za italijanske stran. Italijanski upravičenci lahko izpolnijo to kontrolni seznam. Imajo 3 različne kontrolne sezname. Prvi je za zasebne upravičence, torej neposredno naročilo blaga ali storitev. Drugi obrazec, ki velja za Italijane, ko gre za javne organe, ki so upravičenci. Tretji obrazec, tretji kontrolni seznam v Italiji je pa izključno za izbiro zunanjih svetovalcev ali izvedencev. Odvisno pač od naročila, ki ga boste oddajali, boste imeli 3 različne kontrolne sezname in jih priložite ob poročanju. To velja za italijanske upravičence. Kar pa zadeva slovenske upravičence, imate oziroma boste imeli na voljo, če še nimate. Pravkar smo namreč imeli težave z nalaganjem na spletno stran in boste imeli en sam kontrolni seznam za slovenske upravičence in boste izpolnili samo tega vedno in boste ta kontrolni seznam izpolnili in ob poročanju ga pač priložili. Vse to pa velja samo za naročila nad 10 tisoč evrov. Do 10 tisoč evrov, kot sem že rekla, imamo samo izjava o opravljeni raziskavi trga. In zadnja prosojnica, s katero se tudi poslavljam, in boste imeli možnost postavljati vprašanja, če imate vprašanja glede tega dela, glede upravičenosti stroškov. To je pravilo, ki velja za projekte, ki se financirajo iz sklada za male projekte. Glede DDV-ja, DDV je upravičen stroškov, vendar je samo v tem primeru, če ni zavezanec za DDV in torej ne odbija vhodnega DDV-ja. Italijanski upravičenci morajo torej predložiti potrdilo, torej zagotovilo zakonitega zastopnika upravičenca, sami sebi izdajo potrdilo, da potrdijo, če so zavezanci za DDV ali ne. Slovenski upravičenci pa predložijo potrdilo FURS-a, če so pač zavezanci za DDV ali ne. Da vemo, če odbijajo vhodni DDV ali ne. In spet tudi to predložite ob prvem poročanju o izdatkih. Takrat bomo namreč preverili, ali ste kot upravičenci upravičeni do odbitka DDV-ja ali ne. To je to z moje strani. Sedaj bi rekla, da lahko preverimo, ali imamo kako vprašanje. Potem pa predajam besedo kolegici za drugi del specifičnih vidikov. Naj vas spomnim samo še eno stvar v zaključku. Vsi upravičenci,
iz skladov za male projekte so upravičenci, torej prejemniki evropskih skladov in torej zanje veljajo pravila za pregledovanje, torej se pregledujejo njihovi zahtevki ob prvi predložitvi in potem obstajajo tudi naknadne drugostopenjsko preverjanje, kadar pride do revizije porabljenih sredstev. Zato je tudi pomembno imeti ustrezen sistem arhiviranja stroškov, ki ste jih imeli v projektu, tako računi kot naročila, kot postopki javnega naročanja. Pomembno je torej, da imate dobro urejen sistem arhiviranja dokumentacije. Primerno bi bilo, da uporabljate tudi ločen sistem za vodenje računovodstva. Torej interno morate jasno ločiti stroške, ki so vezani izključno na sredstva Evropske unije, od teh rednega poslovanja, ki ga imate, ki morda nima nobene zveze s tem projektom in zadeva pač vašo organizacijo na splošno. Mislim, da sem s tem rekla vse. Sedaj bomo pregledali, če imamo kakšno vprašanje. Ne bom več delila torej. Zaslone, oziroma pustim to prosojnico gor. Mateja Jančar. Pozdravljeni, me slišite? Ja, lep pozdrav. Jaz bi imela 2 vprašanji, če lahko v tej zvezi. In sicer prvo je vprašanje, ali to pomeni, da moramo pri poročanju za račune pod 10.000 evrov, recimo tudi, če je račun za 100 evrov ali pa za 30 evrov, priložiti to izjavo o preverjanju cen. Ja, izjavo ja. Ne glede na to, koliko je visoka faktura, pri vsaki pride še ta izjava. Ja. Aha, hvala. Drugo vprašanje pa je, mi smo to že predvideli v projektu, sodelovali z Univerzo v Novi Gorici, tukaj bi lahko bil račun tudi višji od 10.000 evrov, ampak bo v različnih obdobjih poročanja. A moramo potem kljub temu zbrati tole dokazilo o zbiranju ponudb? In še to, da morda račun ne bo višji od 10.000 na enega partnerja, ampak bo pa na projektu morda višji od 10.000, kaj v tem primeru? A vsak partner poroča posebej ali poročamo skupaj? Zdaj, ne vem, če mi je prav točno jasno. Vrednost je vezana na eno naročilo. Tudi če naročilo se izvaja dalj časa in se fakturira v večjih tranšah, je to eno naročilo in če tisto naročilo preseže 10.000 evrov, v tem primeru je potrebno izpolniti tisti obrazec nad 10.000 evrov. Zdaj, naročilo, če jaz prav razumem naročilo, kdo bo podpisal pogodbo v tem primeru z subjektom Univerze v Novi Gorici? En partner ali oba partnerja? Oba partnerja. Pravi, boste naredili skupno naročilo? Tako, verjetno je. Okay, nameravali smo podpisati pogodbo o sodelovanju, na podlagi tega bi potem univerza izdala račune enemu in drugemu partnerju v različnih obdobjih po izvedenih aktivnostih. Razumem. V vsakem primeru se gleda vrednost naročila. Če naročilo preseže 10.000 evrov, ste pač dolžni narediti tisti obrazec za poročanje izdatkov nad 10.000 evrov. Tudi če podpišemo skupaj, to se pravi, bi morali narediti in italijanskega in slovenskega v tem primeru. A mislite obrazec? Ja. Ja, pač dobro. Okay, če boste oba poročila, boste videli, vi boste zase kot svoj del, on za svoj del. Skupna vrednost naročila je več kot 10.000 evrov, pač naredite in en in drugi. Ja. Dobro, najlepša hvala za pojasnila. Hvala vam za vprašanje. Ok, 4704. Successivo. Buongiorno, 2 rapide domande. Per quanto riguarda Dve kratki vprašanji. norme sugli appalti pubblici, siamo un privato e la dichiarazione di verifica dei prezzi. Pri preverjanju tržne cene, Prestazioni che hanno più a che fare con l'ambito artistico. glede umetniških storitev,
kjer nimamo neke homogene ponudbe, ki se ne morejo primerjati. Nekdo, ki ima stalno prebivališče ali naslov, kaj v tem primeru naredimo? Dokazati moramo kaj? Ja, pridemo tudi do tega, seveda boste izpolnili tudi v tem primeru prav tako izjavo, v kateri preverite cene na trgu in razložite, ker gre za umetniško storitev, seveda niste mogli zahtevati 3 ponudb, ker gre za specifično umetniško storitev, zato ste izbrali tega izvajalca, umetnika. Ja, moramo pa izpolniti ta obrazec, ne? Ja, vedno. To ja, potem znotraj tega pa izbira. To velja tudi za nekatere storitve, ki so res specifične. Bom dal zelo konkreten primer. Vsaj v Italiji, kdor skrbi za zagotavljanje umetniških performansov za invalide, ne vem, res malo je takih. Mi jih poznamo nekaj, ampak jih je res malo. Zato bi zelo težko lahko spraševali za ponudbo še koga drugega za tako posebno storitev. Tudi v tem primeru lahko obrazložimo, ne, zakaj pa nismo zaprosili za 3 ponudbe. Drži? Res je. Obrazložite. Nisem slišal odgovora. Ja, tako je. Izpolnite ta obrazec in navedete obrazložitev, še nekaj na hitro. Pri BL1 ste rekli, da so tudi akontacije možne. Davka tudi tam materialih, ki ste jih dali, pa tudi v BL4 so lahko te akontacije za občasne storitve. Ja, potrjujemo. V BL1 za italijanske upravičence so to zaposleni ali občasno izvajane storitve, vendar je to vezano na trajanje celega projekta. Pri BL4 lahko ustavimo tudi občasne storitve vezane na posamezne aktivnosti znotraj projekta. Ne gre torej za občasne storitve, ki bi trajale cel čas projekta, temveč so vezane na specifične aktivnosti. No, še nekaj v zvezi s komunikacijo, pa ne vem, če je to pravi kraj. V celotnem besedilu, kaj naj se v obeh jezikih navede pod logotipom. Ali se tja lahko, recimo sploh pri spletni komunikaciji na objave, to navede ne neposredno na grafiko, temveč šele v objavo, v post? Seveda lahko. To se vedno vstavlja v besedilo. Lahko tudi v grafiko, vendar zlasti pa v besedila, tako da potrjujem, drži. Lahko posredujemo tudi grafike, ki nimajo celotnih tabel, ker so znotraj objave, kjer je ta navedba, drži. Ja, pri grafiki in potem se v besedilu daš podlogo. Imamo še kakšno vprašanje? Poglejmo, če je kaj v klepetu. Ines Motovila je zastavila vprašanje. Leggo la domanda e poi rispondo. Vogliamo sapere dove troviamo e dove si trovano le etichette di cui si parla, probabilmente parlate di logo, vero? Che vanno applicati nell'ambito del progetto, il tutto nell'ambito del manuale per la comunicazione. Lì è tutto dettagliatamente descritto, quale font, che dimensione di carattere in caso di acquisto di infrastruttura, acquisto di attrezzature, che tipo di attrezzature, che tipo di infrastruttura. Lì è za opremo, tako da dajte si tam lepo pogledati, če bo še kakšno dodatno vprašanje v zvezi s tem, se seveda lahko potem še slišimo oziroma skomuniciramo. To smo že govorili. Ali moramo za vsakega zunanjega sodelavca izpolniti izjavo o preverjanju cen?
Gre za storitev pod 1000 evrov, izbrali smo ga namreč na podlagi referenc. Da, ravno tako dajte izpolniti tisti obrazec, oziroma izjavo, dajte navesti, da so ključne pri njem bile reference, ki ste jih imeli do zdaj. Tako da tiste obrazce za vsak izdatek je tisto izjavo potrebno izpolniti. Naslednje vprašanje. Ok, nella contabilità separata devono essere inserite anche le spese BL1 e BL2, non verifichiamo e questo diciamo è una cosa vostra di organizzazione ovviamente interna su come sviluppate la vostra contabilità interna, noi verifichiamo quelle spese. Ok, e per quanto riguarda invece come vanno gestiti incarichi ad artisti, come giustificare la scelta di quella persona e di un'altra, invece abbiamo già in parte risposto, si tratta appunto di prestazioni artistiche specifiche, quindi inserirete semplicemente nella dichiarazione il fatto che avete scelto questo artista per questo e questo motivo, punto. Ok. Eno vprašanje še v chatu, kje na spletni strani najdemo checkliste za slovenske projektne partnerje. Jo boste našli tam, kjer so checkliste tudi za italijanske partnerje, jo bomo v kratkem naložili. Checklista se boste videli, ni nič posebna, bo kratka, zgolj to, da se opiše postopek, ki ste ga izvedli v primeru nakupov opreme ali pa storitev nad 10.000 evrov. Ok, domanda la comunità di Vprašanje. Nekdo je dvignil roko, besedo in vam dajem, dvignili ste roko. Potem bomo pa nadaljevali z odgovori v klepetalnici. Izvolite. Vas ne slišimo, morda ste utišani. Še vedno nič. Sedaj bo pa šlo. Prosite, preveč tehnologije na kupu. Imam vprašanje. Recimo tam iz D20 bojo kupili Sotrak in rada bi vedela, ali bi Sotrak kupljen zgolj za projekt Gopaste, skupni upravičeni izdatki, ali bo to, če ne bo v izključni uporabi, bo treba amortizacijski načrt potem predložiti ali kako? V vsakem primeru je to glavni cilj projekta. Je prav glavni cilj projekta in bo 100% financiran. Ni kot računalnik, ki ga rabiš za vodenje projekta in samo v podporo projektu. Sotrak je eden glavnih ciljev projekta, zato se kot takšen uporablja. Še eno vprašanje imamo. To, kar bomo kupili kot merchandising, recimo prtičke, predpasnike, gre to v oglaševalski material ali ne vem, ali BL4 ali BL5 kot kategorija izdatkov. BL4, ker spada v dobavo za komunikacije, kot recimo ta oglaševalski material. BL4 gre pa bolj večje opreme. Gre potem pa pod petico. Tako. Imamo vprašanje v klepetalnici od Ekoparka, kje so navedbe v zvezi s tem, kako se računovodske knjižbe ustavljajo. To smo vam hoteli tudi sami ustaviti. Naslednje obdobje za poročanje, kam se poročila naročam, za vas bo naslednje obdobje za poročanje junija 2024, torej do konca maja bomo organizirali še
eno najbrž srečanje tako, kot je to današnjo, preko spleta in na njem vam bomo razložili, kako platforma GEMS deluje. Tja bo namreč treba naložiti vso dokumentacijo za poročanje o izdatkih. Kar pa se tiče dokumentacije, ki se ob samem poročanju o izdatkih ustavlja, je to v priročniku o upravičenosti izdatkov že navedeno in bomo še malce specifikacij dodali, verjetno smernic, kar pa bo objavljeno maja, še pravočasno, da boste potem lahko v rokih poročali. Povračilo stroškov in potnih stroškov umetnikom, ali je to tudi na podlagi preprostih potrdil o kritih izdatkih mogoče vračati? Ja. Kar se tiče potnih stroškov za goste, umetnike in tako naprej, mora to biti predvideno v pogodbah, ki se sklenejo s temi gosti in umetniki in potem lahko imamo tudi ta potrdila o kritem izdatku, ki pa se potem priloži. So še kakšna vprašanja? Dobro. Imamo še 3 vprašanja v klepetalnici, bom kar odgovarjala. Kar se tiče zaposlenih, če so zaposleni na projektu. Kar se tiče zaposlenih, če so zaposleni na projektu, so kriti v okviru tistih 20%. Razen, če niste imeli že v štartu projekta predvideno, da boste imeli neke službene poti oziroma neke izlete ali pa poti, strokovne in tako naprej, in ste to dali v svoj budžet, v proračun projekta kot zunanji izvajalce BL4 in tam pač pridobite ponudbo strani agencij, kjer je vključena in pot, namestitev in tako naprej in se na tak način to sfinancira, če ste imeli predvideno. Ok. Domanda da città di Venezia. Vprašanje mesta Benetke, ali vodilni partner poroča tudi za drugega partnerja ali druge partnerje? Ja, bomo objavili smernice v zvezi s tem in nekaj načinov bomo predstavili, kako vodilni partner in partner pri projektu poročati o izdatkih z uporabo platforme GEMS, tako da boste v kratkem dobili tudi te informacije. Če lahko jaz tu še nekaj dodam. Zelo pomembno je, da vsak partner pri sebi vodi in spremlja dokumentacijo vezano na upravičenost izdatkov. To je v tem trenutku zelo pomembno. Potem, ali boste poročala skupaj, ali bo eden za obeh, to boste natančno seznanjeni pred oddajo poročil. Naslednje vprašanje. Ali bo obdobje za oddajo poročil junij-december enako za vse projekte, tudi tiste financirane naknadno začetek marca? Da, obdobja bodo enotna za vse projekte, ki bodo financirani v okviru SPF. Se pravi junij-december, junij-december. Tako je, da je ponastavitev za vse, da je vsemu naprej jasno, kako bo potekala dinamika financiranja, kar je za vas pomembno z vidika seveda likvidnosti. Sì, adesso ancora la domanda 4704, ha alzato la mano, prego. Imamo še eno vprašanje, dvignili ste roko. Projekti, ki so bili potem v drugem krogu naknadno izbrani, ali ostaja junij prvi datum za poročanje o izdatkih? Potrjujemo, tako je, junij in december. Eno poročanje junija in eno decembra, drži? Ja, vsakih 6 mesecev. Se lahko junijskega preskoči in gre neposredno na decembrskega. Če ste že začeli s projektom in ste torej že imeli aktivnosti v teh mesecih, potem morate poročati tudi za to obdobje in to, kar ste pač do 30. maja naredili, boste v junijskem poročali. V redu, hvala. Dobro, mislim, da ker ni več vprašanj, lahko gremo naprej na drugi del današnje delavnice, ki pa se nanaša na
spremembe projektov. Prego, Lara. Lara, izvoli. Hvala, Mikela. Pripravili smo smernice za spremembe projektov, da bo nekoliko lažje in bolj elegantno izvesti ta postopek. Po pogodbi že vidite, da imamo 5 vrst sprememb. Sprememba projektnega partnerstva, spremembe finančnega načrta, aktivnosti, spremembe glede rokov in trajanja samega projekta. Zato imate na voljo smernice za spremembe pri projektih in obrazec za beleženje in izračun sprememb ter smernice za spremembe, smo rekli. Spremembe partnerstva, imamo jih 2 vrst, lahko eden od partnerjev izstopi in se prenese vse aktivnosti ter preostale sredstva na preostalega partnerja. Seveda je ta možnost na voljo samo za projekte pod 50.000 evrov. Zanje tu je možnost dana, da ostane tu samo en partner. Druga vrsta pa je, da eden od partnerjev izstopi in istočasno vstopi nadomestni partner. Vendar pa glede sestave partnerstva ostajajo določila nespremenjena. Tudi v tem primeru imamo obrazec za ugotavljanje sprememb in ta sprememba partnerstva je možna samo enkrat v času projekta, času trajanja projekta. Pri tem je vodilni partner pa dolžan zagotoviti, da v prvem primeru preostali partner prevzame višino sredstev in nadaljuje z aktivnostmi, v drugem primeru pa mora partner zagotoviti, da novi partner ima enake lastnosti, značilnosti, tako strokovne kot glede izkušenj kot partner, katerega je nadomestil. Druga vrsta sprememb so finančne spremembe ali prerazporeditev sredstev. Tudi tu imamo 3 različne vrste sprememb. Prva je znotraj istih kategorij izdatkov. Torej, če strošek iz BL4, znotraj BL4 iz ene postavke po drugo še vedno BL4 prenašamo. V tem primeru ni potrebna naša odobritev, odobritev EZTS, ste nam pa dolžni sporočiti to v poročilu o aktivnostih, v poročilu, na katerega se nanaša. Tu smo na screenshot, recimo ta posnetek ekrana prikazuje, žal je slabo videti. Ko boste poročali o izdatkih, smo dali tu primer, pod BL4 imamo tehnične storitve, ostalo je nekaj sredstev in jih dam na komunikacije še vedno v BL4. Preprosto eno postavko, kjer smo imeli 10.000 evrov, ostalo mi jih je še 1000 in dam jih na drugo postavko, še vedno v BL4, v istem budget line, kjer sem pač recimo, kjer mi sredstvo zmanjkalo. Druga vrsta spremembe med različnimi kategorijami izdatkov, še vedno znotraj višine sredstev za posameznega partnerja, tu pa ni potrebno odobritve, če ne presegajo 30% vseh sredstev, vendar pa je v tem primeru potrebno izpolniti obrazec, tule vidite z obrazložitvijo in nam to pošljete pred poročanjem o izdatkih, ki se nanašajo potem na to spremembo, torej do 15. maja, tako da mi to lahko naložimo v sistem GEMS in so potem spremembe vnesene pred vnosom poročila ali pa do 15. novembra za decembrsko poročilo. Tule smo dali primer, še vedno pod BL4, tehnične storitve, 5.000 evrov imam je ostalo in to prenesem v BL5, ker krijem višje stroške. Tule spodaj vidite
iz BL4 v BL5 prenašam 5000 evrov iz enega budget line v drugo in zgoraj vidite, da imamo vrednost celotnega projekta 50 evrov. Če 5000 prenesem, gre za 10% spremembo skupaj, zato še ni potrebno zaprositi za odobritev. Dolžni pa ste to sporočiti do 15. maja ali 15. novembra. Tretji in zadnji primer so spremembe, ki presegajo 30% skupne višine sredstev za projekt, skupne vrednosti projekta. Tako da tu pa je treba zaprositi za našo odobritev in to lahko naredite samo enkrat, ker projekti so majhni, zneski so majhni, trajanje je kratko, ne moremo imeti torej ravno velikega števila sprememb, pa je zato treba to združiti v eno samo veliko spremembo, če je to potrebno. Tudi pri tem uporabljamo model, ki je za to na voljo. Tu sem nekoliko razširila ta primer, tako da imamo že 5000 evrov spremembe tu in sedaj naredim še dodatno spremembo. Vodilni partner je prej prenesel 5000, projektni pa bo prenesel še 10500. Še vedno iz enega budget linea v drugega. Sprememba tako presega 30%, zato moram izpolniti obrazec in zaprositi za odobritev spremembe ter čakati odobritev strani EZTS. Spremembe projektnih aktivnosti. Tudi tu poznamo. Zato, da bo postopek poenostavljen, smo manjše spremembe ločili od večjih. Pri manjših spremembah gre za male spremembe, kot na primer spremenite samo nek datum ali kraj dogodka. Če pa je čezmejnost projekta glavni cilj, tam pa ta čezmejnost pa ostaja nespremenjena. Torej, v tem primeru lahko rečemo, da gre za manjšo spremembo. V tem primeru prav tako ni potrebno zaprositi za spremembo, temveč se to vpiše le o poročanju, kot smo videli v prvem primeru prej. Poročamo o aktivnosti in razložimo to spremembo datuma zaradi organizacijskih potreb. Druga sprememba je pa večja sprememba, kjer spreminjamo celotno vsebino postavke aktivnosti, določene postavke aktivnosti v prijavnici in te odločitve treba obrazložiti takšne spremembe na istem obrazcu, tako da smo v smernicah pripravili dva primera. Prvi primer je za programsko aktivnost, ki je bila neka predstava, v tem primeru pa je treba to spremeniti iz organizacijskih razlogov in se organizira delavnica. Tu gre za večjo spremembo, ker se spreminja sam predmet dogodka, sama zadeva in moramo zaprositi za potrditev, odobritev. Če pa spremenimo lokacijo, kraj, recimo predvideli smo, da bo se to potekalo v javnem parku nekje, pa bo potekalo, ker tam potekajo dela, da je to v drugem parku javnem recimo in rezultat dogodka pa je nespremenjen. Zato to ni večja ali pomembnejša sprememba in jo javimo, ko pač poročamo o spremembi aktivnosti. Potem imamo tukaj še spremembe glede na časovnico, te pa so pomembne, če pride do spremembe aktivnosti v daljšem obdobju. Če bo trajalo dlje, kot ste predvideli, recimo imamo nek dogodek januarja, pa ga prenašam na november, torej ga prenesem iz obdobja 1 na obdobje 2. To je nekoliko večja sprememba in jo je potrebno dati prošnjo še vedno na istem obrazcu in potem se to pošlje. In prosimo tudi, da javite, če zaradi tega premika aktivnosti časovnega prihaja tudi do sprememb pri projektu in torej ali se tudi zneski zaradi tega kaj spremenijo. Poleg tega so tu še spremembe trajanja datumov oziroma časa izvedbe, pri čemer pa je treba upoštevati trajanje
projekta po razpisu, pri vas je to razpis 1 in ne smemo iti preko 24 mesecev. Spremembe v tem primeru v smernicah in model Excel, obrazec Excel, sta že na spletu, a ne? Je, ne? Lahko tudi prikažemo na spletni strani to. Questo è il nostro sito internet. Un attimo, questo è il vostro sito internet. To je naša spletna stran Interreg, še vedno pod SPF, programska dokumentacija. Tu boste videli tisto, kar smo prej govorili o upravičenosti izdatkov, pa preverjanje tržnih cen ter italijanske kontrolnik ali checkliste. Tu bomo tudi kontrolnik ali checklist naložili za slovenske upravičence. Tukaj so smernice za spremembe, pa obrazec za spremembe. Dajmo ga odpreti. Odlično, bom to dala nazaj na ekran. To je torej ta obrazec, vstavite podatke o vašem projektu, pa datum. Tule boste, to bo se potem tule avtomatsko izračunalo in tukaj so razne spremembe, kot so predstavljene na prosojnicah. Takole. Mislim, da lahko gremo na vprašanja. Če je kakšno vprašanje, vprašanja naj bojo čim bolj splošna. Če bodo kakšna specifična vprašanja, pa povezana s specifičnimi projekti, lahko tudi to zato zaprosite in nas pokličete ali nam pišete po mailu. Poglejmo si. Kinoatelje, izvolite. Ja, dober dan. V zvezi s projekti, ki so bili financirani v drugi fazi, sem želela nekaj vprašati glede poročil, ki jih je treba poslati že junija. In aktivnosti pri tem projektu niso bile, se še niso niti začele. Začele se bodo konec maja. Ali je potrebno kljub temu izpolniti tudi obrazec za spremembe? Višina sredstev seveda še ne bo porabljena. Ne, če nimate izdatkov, če do maja nimate izdatkov, potem boste poročali neposredno v decembru. Ali lahko nekaj vprašam, Karin? Želim vprašati, kdaj bo začel projekt? To bomo sporočeno. Maja se začne, bo začel. Začetek ali konec maja? Konec maja. Potem pa nima smisla, da bi poročali o izdatkih. Preskočite prvo poročanje. Zakaj sem to vprašal? Namreč, če bi projekt se pa začel februar, recimo. Pa ne bi poročil. Mi imamo dva projekta. Enega kot vodilni partner in enega kot projektni partner. Sedaj govorim za drugi projekt. Tam, kjer smo projektni partner. Se vam projekt začel februarja in junija bi morali dati prvo poročilo. V tem primeru je že prav, da date poročilo, tudi če je nično, v smislu, da nimate nobenih zahtevanega povračila, je prav, da date poročilo. V poročilu vsaj vsebinsko pišete, kaj ste izvajali, kaj niste izvajali in zakaj niste izvajali. Da vidimo, zakaj so nastajali zaostanki na projektu. To je to. Je pač nično poročilo, vam vzame zelo malo časa, ampak je prav, da se odda. Če imate projekt, ki začne konec maja, seveda nima smisla, da Dobro. Oziroma, če bomo imeli določene stroške, pač jih bomo vpisali, drugače pa, mislim,
moje vprašanje je bilo, če je potrebno izpolniti ta modulo za spremembo projektov Ne, stroške, tisto bo- samo zaradi tega. Ne, Dobro. tisto boste dali takrat, kadar boste poročali, preden boste poročali tiste stroške. Logika teh prošenj za spremembe je, da nam jih pošljete takrat usporedno s takrat, ko pošljete oziroma malo prej, preden pošljete zahtevek, poročilo, kjer so te stroški zajeti, zato da mi to prošnjo za spremembe pregledamo in vam vnesemo te spremembe v sistem, zato da boste imeli te stroške na razpolago. Ker če te spremembe ne bi zaprosili, mi vam teh postavk ne bi spremenili v sistemu, bi se lahko zgodilo, da teh stroškov ne bi imeli na razpolago. To je vsa logika. Zato je potrebno, da jih poročate prej. Okay? Super. Mateja Jančar. Mateja, Zdravljeni, jaz se že oglašam. Ja. Vprašanje je eno, verjetno ste mi že odgovorili, ampak za vsak primer bi preverila. Pri nas se je primerila ena napaka, in sicer za dogodek, ki je razmeroma velik, za en koncert, ki ga bomo imeli šele v 3. obdobju, smo stroške vpisali v prvo obdobje. In zdaj mi seveda teh vseh stroškov ne moremo še prikazati, a potem to lahko rešimo s tem obrazcem. Ja, Si. tako boste spremembo opisali v obrazcu in boste nam predstavili in ga nam boste predstavili potem, ne vem, v višini, koliko je sprememba, če je to Ja. brez projekta, ne, 30%, vsekakor je BL isti BL, quindi ne. Boste samo sporočili. Ja, mi bi vas samo prosili, da bi na eno drugo obdobje te stroške potem pač vi prenesli v obrazcu. Super. Pa še eno vprašanje bi sam, a je to rok za poročanje 1. junij ali konec junija? Nisem razumela. Platforma GEMS bo odprta od 1. junija do 30. junija, tako da vi boste imeli en mesec časa za vnesti poročila na platformo. Hvala lepa. Sì, vado in chat. Modifiche del 30% del budget. 30% spremembe projekta, skupaj gledano, ja, je to, skupaj gledano. Za oba partnerja. Za drugi primer sem dala ravno zaradi tega enega za vodilnega, pa eno za projektnega partnerja, zato da ne bi bilo kakršnihkoli dvomov. mi smo davčni zavezanec, ne moramo pa poročati vsega DDV. Kako vam to prikažemo, da lahko uveljavljamo tudi DDV? Primož, tle vas bom vprašali malo več podatkov, okay? Ali imate odbitno stopnjo DDV ali kaj podobnega, kaj tam mišljeno. Tako da je specifično vprašanje, bolj, da se slišimo ločeno, dajte nas poklicati in preverimo to zadevo, ok? Hvala. Le attività previste nel periodo numero 2 Za aktivnosti v drugem obdobju, če bi to naredili že v prvem obdobju v celoti, ali je to večja sprememba tudi za razporeditev stroškov, ki jih bomo krili, ali zadošča, da prosimo zgolj za spremembo vezano na celotno trajanje projekta? Ne. Poslati nam morate spremembo časovnice za projekt, to je treba vnaprej sporočati, in priložite še preglednico financiranja, kjer so navedeni zneski. V primeru sodelovanja umetnika na enem od dogodkov znotraj projekta, ali je upravičen strošek tudi sejnina in ali je treba dnevne višine 425 evrov se pri tem držati? Kaj mislite kot sejnino? Plačilo umetnika, kaj ste s tem mislili s sejnino? Ja, to je mišljeno. Plačilo umetnika je vezano na dnevni strošek in to temelji na specifični umetniški storitvi. Vsak umetnik določi svojo ceno, podpiše se pogodba, na podlagi te pogodbe pa se potem poroča tudi o izdatkih za tega umetnika. Francesca Bornja.
Ja, dober dan. Nekaj sem želela vprašati v zvezi s finančnimi spremembami. V tem specifičnem primeru imamo premik znotraj iste kategorije izdatkov, vendar postavka, ker ni bila začetno predvideno, moramo še garancijo, ki je na začetku po višini sredstev ni bilo predvidene v tem primeru, ali je kljub temu potrebno ustaviti spremembo, da postane ta sistemska, ali lahko neodvisno te dodatke ustavljamo. Če je BL isti, potem ni potrebna odobritev, tako da ko boste potem v Jamesu poročali o izdatkih, se tam poimenuje ta izdatek in vi boste napisali, da je nek izdatek še vedno pod BL4, vendar boste specificirali, kje vam je kaj ostalo, da ste potem tja prenesli. V redu, hvala. Za spremembe izdatkov do 15. maja za druge spremembe, ali so za ostale spremembe, jih damo hkrati z poročilom izdatki za iste stroške z poročilom o izdatkih. Pri poročanju za ostale spremembe ne, morda pa ne. Ja, tako je. Za spremembe med posameznimi kategorijami izdatkov pa do 15. maja, pa do 15. novembra. In časovnica aktivnosti pred poročanjem o izdatkih. No. Imamo še koga, ki želi kaj vprašati? Je še kaj v klepetalnici? Zaenkrat tudi ne. Tomaž je seveda spomnil, da če so kakšna vprašanja v zvezi s spremembami, ki jih morate izvesti, dajte skušati zbrati to vse skupaj, tako da bo potem podate zahtevo samo enkrat, pa da ne bi kar 6-krat, spraševali za spremembo, za te male spremembe, za ves čas trajanja projekta. Dobro. Poglejmo še tole. Se objavim. Upravljanje projekta imeti skupno povpraševanje za VP in PP. V tem primeru je pogodba 1, ki jo podpišeta VP in PP, računa pa sta 2, torej za VP in PP. Obstaja pa tudi možnost, da se za isti strošek izvede ločeno povpraševanje in seveda v tem primeru tudi pripravi ločeno naročilnico s pogodbo in 2 računa za VP in PP. Druga možnost je boljša, lažja za vse. Če jaz lahko samo dodam, možno je obe opcije oziroma 3, kako so bile navedene, seveda so možne. Če naredite skupno naročilo, v naročilu same postopke oziroma v pogodbi napišete, da sta 2 plačnika in tako naprej, nobene težave. Seveda je to malo bolj zahtevno, če znate to izpeljati, lahko izpeljete komotno. Ok, mi sembra che non ci siano altre domande. Io per aggiungere Drugih vprašanj ni, bi pa še nekaj dodala, to sem pozabila na začetku povedati, v prvi fazi v zvezi z upravičenostjo izdatkov, dejansko pa je zelo pomembna ta stvar in sicer kup šifro projekta je potrebno navesti čisto na vseh dokumentih, ki se tičejo izdatkov kritik v okviru projekta, tako da je vedno potrebno zagotoviti sledljivost stroškov, ki jih krijete znotraj projekta na računih, na dokumentih o plačilu. Povsod je treba to navajati, tudi v internih dokumentih vaših, naprimer pri javnih inštitucijah in tako naprej, povsod dajte to navajati. To eno številko projekta KUP, ki smo vam jo že poslali, skupaj z dopisom, kjer smo sprejeli vaš predlog oziroma projekt, ga odobrili in tisti, ki ste že pogodbe o dotaciji sofinanciranja podpisali, to že imate v tej pogodbi navedeno, kdor pa še ne. Za tistih 17, ki še niso podpisali pogodbe o sofinanciranju, pa bodo v kratkem te pogodbe prejeli, tako da boste imeli to tudi tam navedeno in želimo vas tudi spomniti, tako italijanske kot slovenske upravičence, dajte to vedno vstavljati. Kup je treba navesti to šifro projekta. Če se... Nimamo te prakse, da
na račune oziroma na vse dokumente, ki jih je kolegica navedla, da se daje neka šifra. To je ta številka KUP, Codice Unico del Progetto, in je pač, da ima vodilni partner oziroma da imate v pogodbi, dajte biti pozorni, da tisto številko vse posod navajate v teh postopkih. Eno dobro vprašanje je še na chatu. Pogodbe z dobavitelji morajo biti vedno dvojezične? Ne, sploh ne. Vsak izvede slovenski partner na slovenski strani, v slovenščini, italijanski partner v italijanščini, izvede pač svoje postopke za pridobivanje ponudb oziroma za izbiro izvajalcev ali pa dobaviteljev in so seveda lahko izključno samo v enem jeziku. Nobene težave. Še eno vprašanje. Ali šifro KUP nujno navedemo in navede izdajatelj računa ali lahko dopišemo ročno? Dajte se potruditi, da napiše seveda izdajatelj, v primeru, da izdajatelj ne bo napisal, boste vi dopisovali te kupe zaradi sledljivosti računov, to je namenjeno. Okay? Ni pa pravilno je seveda bolj, da sam izdajalec računa. Dajte vi, ko zbirate ponudbe, ko izdate naročilnico, dajte mu dopisati, dajte ga poklicati, da tisto številko KUP dopiše na račun. Ok, vediamo. Se si intendesse aggiungere Pa un'attività... poglejmo, če bi želeli dodati še kakšno dejavnost v projekt, ki na začetku ni bila predvidena, je pa temeljna, tako menite, je potem potreba izpolniti obrasce, o katerem ste prej govorili, za pomembnejše spremembe, ali ni mogoče več vstavljati dodatkov? Laro, govoriš mogoče ti? Ja, tako je, potrebno je še vedno obrazec, izpolniti za večjo spremembo in lahko ta dodatek, seveda dodatke je možno potem seveda dodati, vezano na cilje projekta in to se naredi z obrazcem. Še eno vprašanje v klepetalnici, še vedno povezano. Ko KUP je skoraj nemogoče, da ga vpišejo. In questo caso... V tem primeru, tako je v tem primeru, če res ni možno te številke projekta KUP vnesti, da potem boste to vsaj pri plačilu vi navedli in skušajte to vstaviti, ker plačilo pa izvajate vi, ne? In potem lahko še vstavite še recimo neko izjavo, samo izjavo dodate, da gre ta strošek breme projekta in je vezano navedite, na kar je vezano, na ta kriti izdatek. Še eno vprašanje je v klepetalnici, kjer je govora o plačilnih karticah, torej plačila ne smejo biti izvedene s plačilnimi karticami. Ali je prvostopenjska kontrola z nami, sprašujem, pa bi morda oni lahko odgovorili? Enega od njih vidim, od prvostopenjske kontrole, če... Pa ne, ste povezani, ne, vidim, da ste tu. Lahko morda kar vi odgovorite v zvezi s plačili? Ali je s plačilno kartico, torej plačilo sploh možno? Ne, ni in če ni mogoče vnesti številke projekta KUP, kaj se potem naredi? Kako lahko poročamo o takšnih izdatkih? Prosim. Če pa ne, vam bomo po mailu potem sporočili, morda pa, če bi uspeli kar zdaj odgovoriti. Slišite, bomo podrobneje. V določenih primerih je dovoljeno, tudi če plačujete s kreditno kartico, zlasti to počnete, ko kupujete prek spleta, je pa res, da potem morate pripraviti ločeno poročilo, s katerim nekako izkažete, da je ta
izdatek bil narejen za projekt Vi mandiamo in da ga lahko potem tudi dobite poplačanega. In potem se lahko pogovorimo tudi podrobneje tudi z drugim kinoateljem in drugi, ki so postavili to vprašanje. V vsakem primeru se da, lahko tudi s kreditno kartico, kakor sem pa rekel, morate potem dokazati in izkazati, da je to res povezano s projektom. Moramo pa tudi dokazati, da je res upravičenec dal ta strošek. Torej, mora biti kartica na upravičenca, ne pa recimo, da je nekega zaposlenega. Sicer mora upravičenec povrniti stroške zaposlenemu in je drugačen postopek. Hvala. Poglejmo, če imamo še kako drugo vprašanje. Ne zdi se, da bi to bil primer. Ne vidim drugih dvignjenih rok. Poldan je že. Mislim, da bi lahko zaključili. Okay. Z naše strani, torej bi se vam zahvalil. Če imate še kako konkretno vprašanje, smo na razpolago prek telefona, po elektronski pošti. Mislim, številke so vedno isto, elektronski naslov je isto. Info.spf. Z tega maila vam tudi pišemo, tako da kar pišete nazaj. Drugače smo pa došli tudi na telefon. Hvala seveda tudi obema prevajalcema, Aliča in Petru, za vedno odlične prevode. Lep dan vsem skupaj. Buona giornata. Nasvidenje.